Kako postaneš nogometni sodnik? Najprej moraš opraviti tečaj za nogometnega sodnika. Tečaj vsebuje teoretični in praktični del. Velja pa tako, da v bistvu sodniki največ izkušenj dobimo s samimi tekmami, tako da se na tistih tekmah, ko sodimo, največ naučimo. Pa si igralci kdaj ne marajo? Ja, sigurno nas ne marajo, ker sprejmemo kakšno nepopularno odločitev, ampak to je sestavni del našega poklica. Mi smo na igrišču zato, da opravljamo svoje delo, da to opravimo pošteno. Če naše delo pošteno in korektno opravljamo, smo na koncu tekme vsi prijatelji. Kako lahko vse vidite? Probamo biti predvsem dobro pripravljeni že pred tekmo. Si pogledamo, katera ekipa je katera na lestvici, kateri igralci so sporni, potem pa je pomembno, da smo predvsem dobro fizično pripravljeni in psihično, da smo na sami tekmi čim bliže samim dogodkom in da probamo v najboljši situaciji biti najboljši kot, da vidimo dobro in ocenjeno situacijo. Kakšne treninge pa imate vi, sodniki? Eni so fizični, drugi so psihični. 2krat na teden imamo obvezne treninge s trenerjem. Potem imamo 3krat na leto tudi preizkus fizične pripravljenosti. Moramo pa tudi sami veliko trenirati, kajti 2krat na teden ni dovolj, tako da treniramo skoraj vsak dan plus tekme. Kaj je najpomembnejše, če hočeš biti dober sodnik? Da imaš dobre osebne karakteristike, da si trden, odločen, samozavesten, da te ni strah sprejeti tudi kakšno nepopularno odločitev, da si dobro fizično pripravljen, da lahko pritekaš v bližino dogodkov. Kaj storite, če se včasih napačno odločite? Poskušamo v prvi vrsti predvsem preprečiti, da prihaja do čim manj napačnih odločitev. Če pa ugotovimo, da se napačno odločimo, v tistem trenutku ne moramo spremenjati svoje odločitve. To naj ne bi vplivalo tudi na nadaljnji potek tekme, tako da sodimo še vedno naprej pošteno za oboje in stvari na terenu ne kompenziramo. Evo, tole so piščalke za današnji dan. Evo, izvoli, lahko imaš tako ali pa sedaj. A so kakšna pravila, kako moš piskati za določeno favol ali pa kaj takega? Se razlikuje moč piska pa dolžina piska glede na intenziteto štarta. Močnejši, ko je prekršek, močneje tudi mi sodniki zapiskamo, da damo vedeti, da je šlo za nekaj več. Pa gremo najprej poskusiti, kako se piska mali prekršek. Mora biti kratek pisk. Potem pa hud prekršek je daljši in močen pisk. Bravo, Super. bravo, super. Ali lahko navijate za kakšen nogometni klub? Ja, ko smo bili toliko stara kot vidva, smo tudi midva trenirala nogomet in sva seveda imela svoj klub. Potem pa, ko tudi mi odrastemo, v bistvu pride do nekakšne poklicne deformacije. Ti med tekmo ne razmišljaš kaj dosti o tem, kdo je kateri strani, bolj si fokusiran na samo tekmo, na odločitve na terenu, tako da na koncu, ko si med tekmo, ne razmišljaš, kateri klub je kateri. Katere so najpomembnejše odločitve na tekmah? Ja, sigurno sta dve najpomembnejše odločitve glede kazenskega udarca oziroma 11-metrovke in pa glede samih rumenih in posledično rdečih kartonov. In pa za stranske sodnike je tudi zelo pomemben offside, ker iz teh situacij lahko tudi pride neposredno do zadetka. Kakšne kartone uporabljate in kdaj jih podelite? Imamo rumenega in rdečega. Rumen karton v bistvu pomeni samo opozorilo, potem igralec še vedno lahko nadaljuje s tekmo. Ko igralec prejme rdeči karton, mora zapustiti igrišče in je končal s tekmo. To so zastavice, s katerimi pomočnik signalizira prepovedan položaj, umetavanje, udarec iz kota ali pa signalizira, da je pripravljena menjava. Kako se prav stoji in kako prav gledaš na offside? Pravilo je, da ti vedno spremljaš linijo zadnjega obrambnega igralca in pri napadalcu gledaš, da je oddal žogo. Offside! A jaz nič ne piskam, ko je offside? Ne, ti samo pokažeš zastavico.